Dober dan, prosim, vsi v dvorani naj ostanejo. Sodišče začenja obravnavo proti odgovornemu uredniku Planinskega vestnika Vladimirju Habjanu Haviju, ki se mu bo sodilo v imenu ljudstva. Državo v imenu pravice zastopa sodnik Jože Rovan. Sedite. Prosim, pripeljite obtoženca Vladimirja Habjana. Nisem kriv! Levica! Šviri. Poroto sestavljajo alpinist Kazimir Drašler-Mikec, gorski reševalec Klemen Belhar, gorska kolesarka Andreja Jagodic, gorska vodnica Tina Di Batista, orodni plezalec Klemen Premrv, medna plezalka Jasna Pečjak, literarna ustvarjalka Kristina Menih, markacistka Veronika Hladnik-Zakotnik, založnik Uroš Ahačič, športni plezalec Jurij Ravnik, olimpijec Rajko Lotrič in risar stripov Ažbe Polšak. Tožilec v primeru Ljudstvo proti Planinskemu vestniku je Črt Zavašnik. Zagovornik po dolžnosti pa Miha Pavšek. Morebitne razgrajače in prestopnike bosta umirila varnostnika Pavel Ferjančič in Jurek Rejan Čokl. Spoštovani navzoči, porotniki, porotnice in vsi drugi. Spoštovano uredništvo, naključje je naneslo, da je bila obravnava razpisana ravno ob 130-letnici vaše revije Planinskega vestnika. Drži, to je najstarejša slovenska revija in ena najstarejših grobniških publikacij na svetu. A to pravice ne zanima. Namesto slavja ste danes tukaj. Tožilstvo, preberite obtožnico. Ljudstvo odgovornega urednika, predstavnika Planinskega vestnika Vladimirja Habjana obtožuje, da je zavestno ogrozil izhajanje revije, zato mora odgovarjati za svoje dejanja. Število naročnikov pada. Zakaj? Razlogov je več. Obtoženi ste, ker je v reviji preveč alpinizma, premalo planinstva, premalo pomembnih funkcionarjev PZS, preveč gorskega kolesarstva, premalo turnega smučanja, premalo člankov o kuhanju v planinskih kočah, premalo prispevkov na naravovarstvu, preveč člankov o markacistih, premalo tujih člankov, preveč leposlovja, premalo novic, preveč recenzij, premalo alpinizma, preveč intervjujev, preveč planinstva, preveč novic, preveč člankov o funkcionarjih, premalo kolesarjev, preveč naravovarstva. Vi bi morali soditi Planinski zvezi, ne pa meni. Gospod sodnik, naj poudarim, da smo
nasledniki tradicije, ki sega v leto 1895, ko je revija prvič išla. In že takrat so jo hoteli ukiniti, zmrdovali so se nad vsebino, ni bil všeč izbor urednika. Tako je! Tišina. Ne mešajte mi hrušk in jabolk. Koliko poznam zgodovino in poznam jo prav dobro, so revijo in urednika pred 130 leti hoteli utišati domačini v Škutarju. Zato vam lahko vsako preusmerjanje obtožb na današnjo Planinsko zvezo Slovenije štempom zlonamerno in s tem v vašo škodo. Svetujem, da se izogibate vsem nadaljnjim izpadom. Besedo boste dobili ponovno med navzkrižnim zaslišanjem. Da nadaljujem. Očita se vam premalo lirike in pisma bralcev, preveč recenzij in alpinističnih novic ni več. Skratka, razlogov za upad naročnikov ima odgovorni urednik na grbi več, kot ima ta revija rubrik. Ali ima tožilstvo seznam prič? Ima, spoštovano sodišče. Priče so člani uredniškega odbora. Hedviga Petkovšek z Planinske zveze pa ne sme pričati, saj bi prenešlo za konflikt interesov. Običajno je tako, da imajo naročniki in bralci revije vedno prav. Ali imajo predstavniki le-teh med občinstvom kakšen zaznamek, ki ne ga porota upošteva? Kriv je kot hudič v jaslicah. Zadnje leto je revija popolnoma izgubljena. Kje so članki o novih pohodniških poteh? Še preden kaj preberemo o njih, jih za vas šavje in rušje. No ja, pa poštejem dobro, lepo okoliščino, to, da mi je dal oddik po brezpoti, se vse izgubim ne več. Samo malo sumim, da mi ga je dal zato, ker mu je moja hčera všeč. Kriv je pa vseeno, pika. Ni kriv, ni kriv! Vi bi brali sam neke pravice o potkah pa nekaj tazga. Jaz sem gore, jaz sem planinski vestnikom, sem bral v vrhunskem alpinizmu, himalajizmu in tako naprej. Tako da zdaj pa zberem sem neki tam Litija do Čartaša, pa Šank do Šanka, tako da to nav država. Čak. Kaj, a bolj idealna revija bi bila pol planinstva, pol alpinizma. Kje imamo pa kolesarje, pa turne smučarje, pa javanje? Priča naj se ne oglaša, dokler ni pozvan. Ja, seveda. Kaj pa, če bi razpisali kar referendum, pa bi pa vsak od bralcev obkrožil rubriko, kaj bi rad bral. Ko bi bili vsi na dobrem in bi bili vsi zadovoljni. Irena, briljantna ideja. In kaj bomo imeli pol? 4000 naklade? Ne, kje pa? 4000 različnih revij po glasbenih željah vseh bralcev. In kdo bo to urejal? Jaz že ne. Že tako imam preveč dela s tisto rubriko o izginjanju triglavskega ledenika. Ne boste verjeli, ampak vsako noč ledenik zgine in se zjutraj spet pojavi. Tišina v dvorani. To je prvi uradni opomin. Ob tretjem bom dal izprazniti dvorano. To je hram pravice, ne gostilna. Nadaljujmo, besedo ima obramba. Obramba se strinja, da je zadeva resna. A misliš? A vejšteno. Besedo ima tožilstvo. Tožilstvo bo dokazalo, da je obtoženi kriv v vseh točkah obtožnice. Jasno. Obtoženi, ali priznate krivdo? Niti slučajno, nisem kriv. To je zalota planinskih funkcionarjev. Gre za političen postopek, planinstvo proti meni. Ni kriv! Avbi je naš! Avbi je naš! Tožilstvo naj predstavi prvo točko obtožnice. Hvala, spoštovano sodišče.
Obtoženi, v Planinskem vestniku premalo omenjate planinske funkcionarje PZS. Kaj? A funkcionarji? Kar kocile mi grejo po konc, ker slišim to besede. Pišemo o njihovih poročilih in občnih polih, o njihovih plaketah, odlikovanjih in priznanjih, atestih, potrdilih o cepljenju. Ne boste verjeli, vaša milost, ampak pravci imajo najraje zgodbe z gora. Že pokojni Šrauf je stalno govoril, fantje, važne so zgodbe. To je tisto, kar ljudem ustane, ko se nekajo zresno vezalijo. Spomini, o katerih se lahko pogovarjajo, doživetja, ki so jim popestrila življenje. Ne pa dolgočasni, suhoparni funkcionarski zapisniki. Z njimi si lahko kvečemu pozimi v kakšni koči pod kuljo peč, ali pa v uporabi za kaj bolj delikatnega. Sej, da takega odnosa imamo, kar imamo, zato smo danes tukaj. Mi, funkcionari, smo hrbtenica planinske organizacije. Ves nas naj bi bilo poti, markacij, koč, dnevnic, sejnin, nekaj. Ja, in brez prostovoljcev iz planinskih društv tudi ne. Funkcionarji nekaj sklepate, organizirate, društva pa dejansko delajo. Mi pišemo o vseh. Za nas ni razlike in tako bo ostalo, dokler ne zamenjate odgovornega urednika. In jaz sem proti. Havlja za predsednika! Havli! 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 Pričam, da se ne boste znašli na mesto obtoženega. Ej, kaj pa, če bi uvedli eno novo rubriko? Funkcionar tedna, zvezda zapisnikov. In pol bi recimo namesto, da bi vsako leto zbirali naj kočo, raj zbrali naj funkcionarja. In pol bi lahko celo leto bi lahko ne iznosil tisto leto. Bravo! Naslednja točka obtožbe. Preveč gorskega kolesarstva, premalo klubnega smučanja. Popolnoma res. Če to skreni, kolesari se potivničujejo, bogi planinci skačijo tam levo desno od njih, mi, turni smučari, smo edini, da pravi. Vi, smučarji, vi pa ja svojim štijam zareze naredite na trosnik, pa plas prožite, pa gore se kličete. Mi, biciklisti, samo po markiranih poteh vozimo. Dejta, no, že kar vidim naslov naravovarstvenega članka, kdo je večji borec za naše gore, kolesari ali smučari. To je tako, da bi se dva pijanca kregala, kdo je večji botanik. Tist, ki pije encijan ali unga tavžen drožno. Anekdote iz planinskih koč, kjer se oba tabora vedno kregata, na koncu pa pijete čaj po istem receptu. Najboljši recept za veliko naklado planinskega vestnika bi bile rumene strani. Kdo je s kom v planinski koči, ali pa še boljši, kdo je s kom bil v privatu. A bo teh obtožb daj konec. Menda berem, premalo pišete o planinskih kočah. Kako, a planinci ne zahtevajo več kuharskih receptov? Včasih je bila težava samo v tem, da je bilo v Vičetu preveč vode, če si v kočo prišel prepozno. Ampak zmanjkal ga pa ni nikoli. Točno je tako je. Vi, planinci, kaj bi brez nas skrbnikov na kočah? Kaj bi jedli? Fižol iz Piks do Ručke? Kaj še pa štetno? Ne, mi lahko poskrbimo za vas. Jod, riča, pasulj, golaž, štrukle. Zdaj na Kroškem imamo celo kočo in nudne, ko vi nimate kokovo. Bolj pa še Instagram planinci, oni Facebook planinci, če se lepe hrane, ne slikajo, še jedna. Ampak se pišemo vendar o gorah, ne o čorbah. Riček še ni Triglav, pa čeprav so se ven kuhale 3 kranjske klobase. O
Kaj pa jamari? Tudi mi raziskujemo globine gora, pa v nas pišete samo takrat, kakšen zaklad najdemo. Naši davni predniki so tisočletja živeli v podzemnih jamah, tistih temnih, vlažnih, neprijaznih ambientih, da bi dobro zdravo tem. Ja, ok, ampak ste mogoče slišali, da so predtem plezali po drevesih, pa vsem pišete o plezalcih, alpinistih in tako naprej. Ali bo zdaj končno dovolj? Gremo lahko naprej. Čez 1 uro sodim nekomu, ki trdi, da je prilezel više od Everesta. Pozivam obrambo, da končno prebere svoj uvodni govor. Spoštovani porotnice, spoštovani vsi, ki vam je mar resnice, obramba je prepričana, da obtoženi ni kriv. In? To je uvodni nagovor obrambe? Seveda vaša milost. Popolnoma zaupam vašim predsodom, brez nadaljnjega. A me ne bi kar opisili. Vaša milost, protestiram. Odvetnik, ki mi ga je določilo sodišče, je zame bolj nevaren od tožilca. Dvomim, da sploh ima kakšno diplomo, verjetno še kupljene ne. Prepričan sem, da se je najbolj približal pravni fakulteti takrat, ko je šel na tržnico po solato. Mir obtoženi! Pozivam prvo pričo, naj priseže pri planinskem vestniku in zasede svoje mesto. Sodišče poziva prvo pričo tožilstva Dušana Škodiča. Ali prisegate, da boste ostali zvesti planinskemu vestniku, dokler ne propade in še potem? Prisegam. Gospod Škodič, ali drži, da je obtoženi Vladimir Habjan iz vašega članka črtal zgodovinska dejstva? Ne ravno. V bistvu bi enkrat drastično skrajšal naslov članka. Jaz mislim, da to ni naloga glavnega urednika. Ni, no, kaj? Glede, jaz sem za 240-letnico prvega vzpona na Triglav napisal celno razpravo z naslovom Prvi ljudje, ki so stopili na vrh naše najvišje gore Triglava, so bili 4 srčni možje iz Bohinja. Se ne rečem, večkrat dolg naslov. Ampak on mi ga je skrajšal v 4 bohinjski kardiologi na Triglave. 4 bohinjski kardiologi, se predstavljate, ljudje so znorela, ne, mislim, jaz bi mogel biti zaščitena priča. Bil sem ogrožen, preganjal sem je, no, pa se boste vse videli. Gospod sodnik, predlagam, da se zavrti posnetek, ki potrjuje nedopustno ravnanje urednika in stisko te priče. Smo prav, zavrtite ga. Nahajam se na varni lokaciji, na saj upam, da je varna. Moj bog, ta človek res ni normalen. Ne, da mi je skrajšal naslov, spremenil bi ga je totalno, zdaj mi išče pol Bohinja. Tako zgleda, kot da je zdaj v Bohinju, ne vem, več kardiologov, kot pa sirarjev. Čakalne dobe pa več kot 1 leto. To vidim kamer. Pa kje sem sploh zdaj? Madonna, kam bom prišel? Pa kaj je zdaj tam gor? Madonna, radar. Nimam več vprašanj za pričo. Obramba, priča je vaša. Neka obramba. Nimam vprašanj, nimam dodatnih vprašanj, še milost.
Po mojem bi bil še prejšnji predsednik Planinske zveze odločene branil. Tako je. Brez neumestnosti, prosim. Gospod Škodič, lahko sedete, naj pristopi naslednja priča tožilstva. Sodišče poziva drugo pričo tožilstva Ireno Mušič Habjan. Ali prisegate, da boste ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ne propade? In še potem. Prisegam. Priča, mene pa zanima, če drži, da vi v Planinskem vestniku urejate sredico revije in rubriko Z nami na pot. Drži. In kako se vi kot alpinistka znajdete v tej, ko ne rečem, popolnoma šotorski temi? Se veste, kaj naj pa naredim? Kaj naj naredim? Zdaj pišemo samo o enih gričkih, pa enih mehkih kuclih, pa gozdovih, pa lahkih markiranih poteh. Pa kje so tiste stene, grebeni, neoznačene poti, možici, kamniti možici? Kaj naj naredim? Ja, ampak, a veste, ne morem samo priti, a ne? 10 let nazaj smo vse konkretne hribe popisali, od Triglava, Škrlatice, Martuljkove skupine. Zdaj pa sploh nimam več nobenega takega gradiva, res. Zdaj je pa rekel, da je treba spet vse še enkrat začeti, da bomo spet vse enkrat pisali. Pa to se bo sam ponavljal, ampak ne moram se mu prijetno, ampak, a ne, je rekel, ampak že skoraj grozil mi je, tako da... Priča, a vi trdite, da je urednik na vas izvajal pritisk? Ne. Mobbing? Ne. Če ma boš pomislim... Gospa, to so hude obtožbe. Da. Gospod sodnik, evidentno je, da je priča zmedena, zato predlagam, da se predvaja zelo zgovoren na skrivaj pridobljen dokaz. Na skrivaj? Da. No pa ne. Nedopustno. Imaš ti sredico za april? Pozabila sem. Kako pozabila, no? A veš, da imam jaz celo številko že sestavljeno. Vse imam že elektrodelan. Ja, lej, kaj ne naredi? Pozabila sem. Zdaj ima pa več preveč dela. Delam tale vodnik, za katerega sem prosil, nekaj obdelam, pa imam s tem dela, GRS se bliža, jaz ne vem, kaj ne bi najprej naredim. Povej mi. Ja, revija, se veš, da revija se zmer mudi, knjiga lahko čaka. Ja, v redu, vse bom spomnila sem se, da mi je Mitja poslal turne smuke. Čak. Da je to še danes narediti, jaz sem pa probal z eno elektrico zmeniti, da to prevzame, pa da čim prej dobim. Super. Ja, ti pošljem pol popoldne. Ampak, kavo pa lahko še spijam, etko. Kakšno kavo? To nisem kamer. Tožilstvo ima več vprašanj za to pričo. Pa za Boga se to je vendar moja uredniška dolžnost. Tako je. Sodnik, zakaj dopuščate tožilcu, da besede polaga priči na jezik? Ali me hočete res že vnaprej obsoditi? Pa kdo sem jaz? Da je to otrobec ali kdo? Abi ni kriv! Ni kriv! Zakaj mi zdaj pomešate nekega trobca? Njega sploh nimam na seznamu. Naj pristopi naslednja priča, ki je napovedana. In za vraga držite se vendar protokola. Saj nismo gostilni. Priča, sedite. Sodišče poziva tretjo pričo tožilstva Marto Krejan Čokal. Ne, Marta, povej. Marčo, upaš. Ali prisegate, da boste
ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ga ne pobere in še potem. Ja, prisegam. Gospa Marta, a drži, da vam je obtoženi rekel, da vas bo vrgel ven iz uredniškega odbora, če ne boste pristali na naslovnico, ki ni alpinistična in se navjema s tema vašega meseca? Ja, drži. Večkrat, pa ne samo to, ne mara lednega plezanja, ne mara vodnega plezanja, skozi mi teži, da je preveč konkuliran. Gospod sodnik predlaga, da tudi v tem primeru predvajamo dokazni posnetek, po katerem si boste lahko ustvarili pravo mnenje o podanem očitku kaznivega dejanja. Jaz se strinjam, poglejmo. Ej, Marinka, jaz se vam javim, kako me kliče? Shit, moram, zdaj ne. Ja, res moram, res, drugače me bo na P. Ja, hobi. Ja, neko, ja, ne, ja. Ne bom ja, okej. V redu, šefe, v redu. Marinka, dol moramo. Nek članek bom zrihtati. Vse jasno, kot peli dal. Ampak vse to še ni vse. Oni uvodnike krajša, novice cenzurira, teži mi, da imam predolge intervjuje, predolge teste opreme. A veste, kako imajo ljudje radi teste opreme? Tule sem skoraj dol padla, pa še so prezavko za sabo potegnala, ker smo javljali na srce. V moj strani smo. To ni inkvizicija in lov na čarovnice. Kontrolirajte se vendar. Odgovorite samo na tisto, kar vas sprašujem. Aha, to je samo zato, ker sem ženska, a ne? A bi tušeno isto rekli? Dovolj. Pričanje se takoj vrne na svoje mesto, poloko prosim na njenega pričanja ne upošteva. A se pravi, ko bom jaz hrvatski, moram tudi se z vsem strinjati, pa reč vedno ja, ali kaj? To samo zato, ker smo ženske. Hvala za dodatne dokaze. Obtoženi. Mogoče pa niste osebni. Še 5 minut pa mi boste prisodili Nobelovo nagrado za mir. Ker se je obramba očitno odrekla vprašanjem, kličemo naslednjo pričo, Matejo Pate. Ali prisegate, da boste ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ne propade in še potem? Jasno, prisegam. Gospa Pate, a je res, da ste na sestankih uredniškega odbora obtoženega večkrat mirili? Ja, ne samo njega, tudi druge. In ste zaradi tega občutili kakšne posledice? Ne. To ne. Sem občutila ogromno pozitivne energije. Ko smo šli na pivo, pa smo se vse lepo pomenili. En kup tem mesta za nazaj smo najdeli. A veste, da mi je enkrat rekel, da bi šla lahko delati v mirovne enote. Sem to ful vesela, veste? A vi potem njegovo uredniško delo ocenjujete kot pozitivno? Ste pod prisego? Definitivno. Čista prič. Hvala lepa. Nimam več vprašanja. Priča lahko sedete. Bor, lahko dobim kopice.
Opa. A pa si ti naročen na Planinski vestnik? Puls! Če ne zgineš na svoje mesto, bo poklical varnostnik. Naslednja priča. Na mesto za priče naj stopi Mire Steinbuch. Ali prisegate, da boste ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ne propade? In še potem. Prisegam. Gospod Steinbuch, a drži, da vam je obtoženi predlagal vprašanja za vaše intervjuje? Ja, pa goste tudi. In kako je to vplivalo na vas? Poskrbel sem, da je intervjuje videl šele potem, ko je revija že išla tega. In kako je na to obtoženi odreagiral? Tega ne vem. V takih trenutkih se bo nisem oglasil na telefon. Hvala lepa. Prosim. Predlagam, da se zavrti dokazni posnetek. Se strinjam. Kar zvon, ti kar zvon. Nimam več vprašanj za pričo. A ima obramba morda kakšno vprašanje? Nima, itak ne ve, koga brani. Pa vsega že tožilc dober bran, ni treba še imam tle druge stvari. Priča, sedite. Končno samo še 3 priča na seznamu. Naj pristopi naslednja priča, Tina Leskošek. O, ste se dokončno spomnili? Ti pa nas? Ali prisegate, da boste ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ne propade? In še potem. Prisegam. Gospa Leskošek, kdaj ste napisali zadnji članek za revijo? Zadnjič. In o čem je član govoril? O ekologiji in vplivu na populacijo gorskega polona zaradi uporabe snežnih sani pozimi. Pa je bil ta članek objavljen? Ja, itak, če je bil zadnji. In potem niste napisali nobenega članka več, ali vam niso objavili nobenega članka več? Pa objavil bi vsak članek, če bi ga dobil, pa ga ne. Kako naj objavim nekaj, kar obstaja? No, vidite, koliko je vzkipljiv. Sodišče predlaga, da se tudi v tem primeru predvaja dokazni posnetek. No, da vidimo. Naši sestanki so čisto umiljeni, jaz ne hvalim je. Ja, to pač je skozi eno kriganje. Pa toliko časa te že čakam, da boš kaj napisala, zdaj pa to je v teh rekah trapastih, no. Pa mi pišemo o hribih, ne pa o vodah. Ja, pa sej okoli hribov so doline in tam pač tečejo reke. In ti tudi, ko priješ ture, greš si v reko noge namočiti. Ja, itak da greš, pa je lepo, če je reka naravna, ne pa da je nekaj zajedena. Kdo bo to bral, pa kaj, smo kaj kaše, kaj misliš? Jaz, ko pridem s hribov dol, ne grem v vodo, pa noge si namakam. Pa še predolgo, 15,000 znakov, da si zdolela. Da že toliko časa nisem nič napisala, sem pa zdaj pač malo več, kaj? Komu, kot sem jaz rekel? Bistriška vrta. Vidva, pa daj ta mir. Mir, nasilje ni rešitev. Moramo biti zgled za mlajše generacije. Poslušajte, saj se bomo usedali, pomenili,
argument, kontraargument, kompromis. Dajte no, pri Planinskem vestniku se ne mečujemo, se ne bojujemo z orožjem, ampak z besedami. No, pa dajmo z besedami! Pa ja, Zdaj pa dosti, pa saj sta hujška mehni otroci v vrtcu. Saj še oni pa razumejo, da se z vojno nič ne reši. Alo, dajmo, vsak na svoj konc. Alo, šuc, dajmo ne bo dvakrat rekla. Vse se in mir. A vidite, da lepa beseda, lepo mesto najde. Dovolj. Gospa Leskovšek, lahko sedete, ker ima obramba očitno pomembnejše delo, kličem naslednjo pričo Emila Pevca. Ali tudi vi prisegate, da boste ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ga ne pobere in še potem? Seveda, do konca in naprej. Gospod Pevec, a se vi s Planinskim vestnikom največkrat ukvarjate sredi noči? Ja, seveda. Vedno, ker takrat imam mir pred Havljem. Daj točno pa je to. Bil sem tam nekje med drugo pa četrto, če se bolj mudi do 5, potegnem, kakor je. Pa jaz nisem rekel, da vam dela po noč. Njemu to ustreza. Seveda. Nimam več vprašanj za pričo. Hvala lepa. Ste kdaj zaspali mogoče tudi na takle dan, ker smo malo primaknili nujne kazalce, na primer? Ne, jaz nisem zaspal. Nimam več vprašanj, vaša milost. Sodišče, vem, da je težko verjeti, a ima tožilstvo tudi za človeka, ki gara za revijo celo noč, pripravljen dokazni posnetek. Prav pokažite. Oči, boš ti šel kaj spat, jaz grem že v šola. Ja, vse sem že mislil iti, a veš, ampak je, a vidiš, koliko ogromen teh napak je, pa moram jih urediti, pa, ne vem, vse veš, Habjan vedno hoče, da je že zjutraj v tiskarni, pa sprašuje, pola si že vdal, nič, ne, tole bom naredil, pa bom šel že enkrat spat, sej. To lahko počaka. Enač se videl pol popovdne. Ti greš v šolo, jaz pa tole delam naprej. Gospod Pevec, sedite na svojem mestu. Naslednja obtožba se nanaša na premalo poročanja o delovanju Planinske organizacije. Kličemo pričo Zdenko Mihelič. Zdajko se povete. Ali prisegate, da boste ostali zvesti Planinskemu vestniku, dokler ga ne pobere in še potem? Prisegam, da bom še naprej vestno pisala poročila, ob katerih ljudje zaspijo. Gospa Mihelič, ali drži, da obtoženi v reviji ne daje dovolj prostora poročilom PZS? Seveda. Bralci komaj čakajo na vsa poročila sa sej upravnega odbora pa komisiji Planinske zveze Slovenije. Menda večina zaspi že obratno naslova. Priča, prosim, bodite resni. Popolnoma sem resna. Morda bi Planinski vestnik lahko držil te zapisnike kot naravno sredstvo proti nespečnosti. Enkrat sem jih prebrala do konca celo sama. Moja družina je zame trpetala 3 dni. In zakaj potem sploh pišete?
ker jih nihče drug noče. Vsakič, ko jih hočem približati ta čar zapisnikarstva komu drugemu, me gledajo, kot da jim želim prodati zavarovanje za oslo v senco. Pa si pa dej. Gospod sodnik, da publika ne bo zaspala, predlagam, da zavrtimo še zadnji dokazni posnetek. No, če že moramo, prav. Hvala. Priča, prosim, sedite. Menim, da je zadeva popolnoma jasna. Čas je za sklep nagovor. Najprej tožilstvo. Spoštovano sodišče, obtoženi je kriv. Planinski vestnik je postal kot švedska miza oziroma samo postrežni zajtrk v hotelu. Vsega je preveč in hkrati premalo. Alpinizma preveč, kolesarstva pa premalo. Vzgojnih člankov, toliko kot snega v juliju. Ali kdo piše v Ričetu? Nihče. V markecistih preveč, kot da smo nekakšna prodajalna bar. Kaj po naravovarstvu? Premalo. Oziroma ne, hočem reči preveč. Pravzaprav niti sam več ne vem, kaj je prav in kaj ne v tej klubuciji. Ampak obtožen je kriv. V imenu ljudstva predlagam, da človeka, ki je odgovoren za to uredniško kuhinjo, obsodite. Tožilstvo kot primerno kazen šteje, da obtoženi izda en vodniček na leto, karnici izključeni. Hvala lepa. Obramba ste morda pripravili govor? Ja, seveda sem ga pripravil, seveda sem ga vašel. Mira se svojih. Torej, zanašamo se na pravično presojo obstajanja porote, na njihovo zadovoljnost naši najstarejši reviji in pa seveda se zanašamo na vašo modrost, vaša gnada. Porotniki, prosim, posvetujte se in mi sporočite svojo vesolje. Porota, prosim, zapustite prostor, lahko se posvetujete v sosednji sobi.
Kot kaže odločitev zelo tesna, pokličite poroto, prosim. Prosim poroko, da zasede svoja mesta. Vaša gnada porota je soglasno odločila. Je porota razsodila? Sodba v imenu ljudstva. Porota je razsodila, da je obtoženi Vladimir Habjan kriv v vseh točkah obtožbe. Planinski vestnik, sedite. Planinski vestnik je izjemna revija, ki jo je treba za vsako ceno ohraniti. Njegova vsebina ni taka, kot bi si jo želel vsak, ampak taka, kakršno potrebujemo vsi. Nikoli ne moremo dovoliti, da bi katerakoli izmed interesnih skupin, kot so kolesari, planinci, alpinisti, gorski reševalci, ribiči, funkcionarji ali kdo drug, narekoval uredniško politiko. Naj dodam, da je bilo tožilstvo nedosledno in za spričami ni potrdilo obtožbe. Ampak v resnici je dokazalo poroti, da ima obtoženi izjemno zahtevno delo. No, ali sem rekel? Obramba je opravila izjemno delo in uspela popolnoma znesti tožilstvo, poroto in priče, da niso mogli v celoti potrditi vsega, kar je obtoženemu očitalo tožilstvo. Vendar to obtoženega ne opravičuje in ne zmanjšuje njegove odgovornosti. Zato sodišče po tehtnem premisleku obtoženemu Vladimirju Habjanu izreka najvišjo mogočo kazen. Dosmrtno urejanje planinskega vestnika z istim uredniškim odborom, ki pa ne sme kadrovsko dopolnjevati. Brez možnosti pritožbe. Sodišče se umika, vi pa pri kurirju boju še vedno lahko naročite planinski vestnik, stav pa ne morete vnovčiti, ker denar potrebujemo za plačilo kurirja. Če se pa naročite na revijo, vam priznamo popust po želji. No, ljubčki moji, kriv sem, ampak sem še zmeraj urednik. Prej si se jaz zagovarjal, zdaj se boste pa vi. Ej, to Marta nas je našuntala, da hoče biti glavna urednica. Ja, sej. Zdaj beži. No, kje ste zdaj? Zdaj v nas tri. No, takole. Mi smo vam pripravili eno predstavo, ki smo jo odigrali, ampak ni bilo delač od resnice. Ni bilo treba veliko delati.
No, vse ste jih že spoznali. Emil, Mateja, Zdenka, Irena, Tina, Marta. Vešan, Ire. Ni bilo v planu, režiser pa smo večkrat presenetili, upamo. Boli. No, da si je večkrat igrala. Zrihtal vso to tehniko in tako naprej. Bojan. Predstavljamo še vse, čeprav nekaj ste jih že spoznali. Miha Pavšek, zunanji sodelavec mestnika. Predsednik Planinske zveze, ki je dobrohotno prevzel to nalogo in mislim, da se je kar oživel. Doktorice, Mira Tarnik, Sonja Topel, Vera Sečko, naša referentka Hedvika, ki je z nami sodelujejo redno avtorica prispevkov Mojca Volka Tobevšček. Jure Krejan Čokar, kam si se skril, varnostnik. In Dejan Ogrinec, občasni pisec Jankov. Potem so pa branci Nataša Budna-Stanta, Andrej Mijan, Martik Lebatista, Jaman, Veliki Hito, Hito Kran, drugi varnostnik Svetovne gorskega, da nam prišel, Pavel Frednik. In naš junak, najmlajši igralec, Bora Krejan Čokar. Na vrhu ali pa na koncu, kako vzameš, predstavnik Planinske zveze, podpredsednik Bunco! In potem so še z nami bili tolmačici jezikovni jezik, Urša Crlenko Cipašek, Marinka Deletnik. Ki ste pa spoznali, smo jih že predstavili. Evo, še Marta nekaj povedala? Porotniki, mislim, res hvala, ker niste verjeli našim zgodbam. Ja, zdaj pa nas čaka še žrebanje. Tisti, ki ste oddali bolj ustavne lističe, pa da ste se podpisali na njih, boste, eden izmed vas bo namreč izžreban in sicer dobi enoletno brezplačno naročnino, lahko v fizični obliki ali pa v e-obliki. Je prenosljiva, tako da če ste že naročeni, lahko to komu podarite. Smo se pa odločili, da tudi če ste obkrožili napačen odgovor, dobite nagrado. Ne, to je naročilnica. Še, ja, ker malo bo. Kdo v tej kuhni tole verjeti delo z listki? Irena Šisenik, nekaj!
Zdaj pa, kako bi... Ker tak luškan tiran pa diktator, ti bomo še imeli nekaj podarili za tvoje dosmrtno urednikovanje in našo dosmrtno zvestobo. Da harmonija deluje, tudi če malo zaigramo. Zdaj naša predstava je pri koncu, ampak toplo vabljeni tja gor v zgornje prostore, kjer bomo še kakšno rekli izza kulise. Tako. Pa kokice. Hvala vam, ko ste prišli. Meni je zelo rado. No, zdaj pa imamo kvasi temo na rovarstvo. A ne, spet ta na rovarstvo. To čist brez veze. Pa ti najte, že 100 let ni nič napisano, ne piše. Se sam zdaj. Pa kaj je spet ribe ali kva? To so pa se, ja, v take jezero, tam gor treba spucati. No, kaj je? Sej sem ti poslala zdaj. Pa toliko čas, da te čakam, da kaj napišeš, pa tole v rekah, v alpskih rekah, no. Pa kva, mi pišemo v gorah, ne v vodah, no. Ja, no, pa sej gore, okoli gora so doline, po dolinah pa pač tečejo reke in tisto vesel, ko greš po turi, si lahko noge namočati v reko in je lepo, če je reka naravna, ne pa da je nekaj zajezena. Pa kdo bo to bral, no, saj nismo kajakaši, no. Je zihar. Jaz ne grem ko pridem iz hribom, ko ne grem do reke, no. Pa še predolgoje, 15.000 znakov. Jaz si rekel, da že ful časa nisem nič napisala, sem pa zdaj pač malo več napisala. Malej, Čem je problem? ko bo, kakor bom jaz rekel? A ja? Ja? Spet moram vrsti. Ne sem vedel, da se ti zataknil. A ti kaj to daš, ja? To je že pohvala. Dajmo še enkrat. A ja? Vidva, dajte mera, sta znorela, vse z nasiljem sem kamor ne pride. Vse ste kaj ni mehni. Kako da ne? Zajebala sem, mogla bi bolj pomir. Jaz sem že kar umno odpada, veš,